Lepo zdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu. In če se mi želite pridružiti v živo, če to spremljate kasneje preko YouTuba, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Poleg tega, če spremljate to kasneje, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In pa priporočam se tudi za kakšen všeček, seveda, če vam je to všeč, in pa da tudi dodatno požene algoritem, da si ta video ogleda čim več ljudi. In pa tudi komentirajte spodaj, zelo zanimive debate se razvijajo in tudi zelo rad podebatiram z vami. Ok, kar precej se je dogajalo, sploh v prejšnjem tednu. No in tukaj imamo že prvo novico. Bitcoin je dosegel izredno preprodano območje. Namreč Bitcoin je po nedavnem močnem padcu dosegel eno najbolj preprodanih ravni po zlomu trgov med pandemijo leta 2020. Kazalnik RSI, ki meri moč nakupnega in prodajnega pritiska, je padel na najnižjo raven v več kot 6 letih. Analitiki opozarjajo, da so podobno ekstremni pogoji v preteklosti pogosto pomenili začetek močnejšega odboja. In seveda, če se zgodovina ponovi, bi lahko Bitcoin v prihodnjih tednih ponovno napadel območje okoli $70,000, čeprav volatilnost ostaja zelo visoka. No, točno to mejo $70,000 mi spremljamo pri naših tehničnih analizah in to tehnično analizo bomo tudi dodatno naredili kasneje, tako da če slučajno spremljate to preko shortov ali preko TikToka, si le oglejte tudi celotni video, ki ga najdete ponavadi v prvem komentarju spodaj. Ok, in imamo tudi naslednjo novico. Tukaj, kaj bi se zgodilo, če bi Nasdaq padal še naprej? Nasdaq si bomo tudi ogledali v tehnični analizi, namreč je kar precej padel in ponavadi njegovi padci so povezani tudi z Bitcoinom. Zdaj tukaj v tem članku so kar precej pozitivni. Namreč veliko pozornosti vlagateljev je trenutno usmerjene tudi v ameriški tehnološki indeks Nasdaq. Saj nekateri analitiki opozarjajo, da bi nadaljnji padec delniških trgov lahko vplival tudi na Bitcoin. Kljub temu, nekateri tehnični kazalniki kažejo, da Bitcoin za zdaj uspešno brani pomembne dolgoročne podporne ravni. To je res. Zaenkrat smo se odbili od 60,000. Po bolj optimističnem scenariju bi lahko ločitev gibanja med Bitcoinom in tehnološkimi delnicami omogočila celo močnejši samostojen odboj kriptotrga, medtem ko pesimistični scenarij predvideva nadaljnji pritisk na tvegana sredstva. Zdaj, jaz se trenutno bolj strinjam s pesimističnim scenarijem, zaradi tega, ker kot lahko mi vidimo tukaj primerjava Bitcoina in tehnološkega indeksa Nasdaq. Mi si delimo padce, ne delimo si pa rasti. Nasdaq je namreč delal all-time high za all-time high, medtem ko Bitcoin je pač stal na mestu. Čim je Nasdaq padel, je padel tudi Bitcoin in s tem je seveda potegnilo tudi celotni kriptotrg. Pojdimo naprej. Michael Saylor, dobro nam jo je zagodil prejšnji teden, ampak zdaj se pa morda obeta tudi ponovni nakup. Michael Saylor je ponovno namignil na možnost novega nakupa Bitcoina strani podjetja Strategy. Na družbenih omrežjih je objavil značilen namig le nekaj ur pred pomembnim glasovanjem delničarjev o spremembah pri izplačevanju dividend za njihove prednostne delnice. V kriptoskupnosti so to objavo hitro razumeli kot potencialen signal, da podjetje pripravlja novo povečanje svojih Bitcoin rezerv.
Strategy ostaja največji korporativni lastnik Bitcoina na svetu, zato vsak njihov nakup običajno pritegne veliko pozornosti trga. No, bomo videli zdaj, koliko pozornosti bo pritegnil tale nakup, če se bo zgodil, sploh še na podlagi tega, kar se je zgodilo prejšnji teden. Potem imamo tukaj še eno novico iz RTV Slovenija, namreč kar precej zanimiva. Na tradicionalnih finančnih trgih je medtem odmeval največji letošnji padec indeksa S&P 500. Razlog za razprodajo so bili predvsem presenetljivo močni podatki iz ameriškega trga dela, ki zmanjšujejo verjetnost hitrega zniževanja obrestnih mer. V komentarju za RTV Slovenija analitiki izpostavljajo zanimivo tehnično sliko pri Bitcoinu, kjer se oblikuje tako imenovano dvojno dno. To zdaj jaz zaenkrat dvomim, torej tukaj omenjajo dvojno dno. Zaenkrat še dvomim v to. Treba bo videti, kaj se bo dogajalo pri meji 70 000. Ampak kot sem rekel, več o tem v tehnični analizi. Tako da, če to spremljate preko shortov ali preko TikToka, si oglejte celotni video. Gre za vzorec, ki ga vlagatelji pogosto razumejo kot potencialen znak stabilizacije in možnega obrata trenda. Če bo Bitcoin uspel zadržati ključne podporne ravni, bi lahko prav ta vzorec predstavljal osnovo za naslednji večji odboj navzgor. Ampak ja, treba bo gledati najprej mejo 70 000. Poleg tega se pa obetajo tudi zelo veliki IPO-ji. Baje, da ta petek naj bi se pognal SpaceX, potem sledijo Anthropic in OpenAI in kapital se seveda preusmerja. Potem imamo še eno zelo zanimivo novico. SpaceM je imel na soboto svoj dogodek in sem se ga udeležil tudi jaz. Imeli so zelo lep dogodek, predstavitev svojega podjetja, predstavitev svojih strateških partnerjev. Zdaj, kaj je SpaceM? SpaceM je slovenski kriptoprojekt, ki si prizadeva, da bi v bistvu vsak slehernik, kot smo jaz in ti, dobili dostop do trgov, ki so se prej dogajali za zaprtimi vrati. Zelo zanimiv projekt in zdaj sem ga v bistvu zaobjel v en sam stavek. Bi rabil več časa, da bi ga podrobneje opisal. No, jaz sem bil tam na tem dogodku in moram reči, da so predstavili kar precej zanimive partnerje, recimo Damak, Blackwell Global, Bargo Capital, Timeless Capital Group in ja, potem so imeli še posebej predstavitve, recimo za Bargo Capital, kaj predstavlja to podjetje, pri čem bi lahko sodelovali, recimo pri energentih, filmska industrija, nepremičnine, pa potem Damak, ki ima čez nepremičnine v Dubaju. Potem je tukaj Blackwell Global in pa Timeless Investments, ki ima čez Blackwell Global, ima čez upravljanje premoženja, Timeless Capital pa luksuzna sredstva. No in prav od teh dveh podjetij se nam je potem tudi pridružil Fraser Banks, ki je predstavljal ti dve podjetji in moram reči, da so imeli tudi kar zelo zanimiv pogovor, kar se tiče projektov za naprej. In očitno bo prvi projekt, ki ga bo izpeljal SpaceM, tudi v tesnem sodelovanju s Timeless Capital. Bomo videli, kako se bo to razvijalo še naprej. Vsekakor bo to za spremljati.
še naprej ta slovenski kripto projekt. So imeli pa zelo lepo predstavitev, to moram poudariti. Ok, toliko o tem, kar se tiče novic. Dajmo si mi zdaj pogledati tehnično analizo. Tukaj so se mi spet malo pomešali grafi. Spremljali smo 15-minutni časovni interval, tukaj na Bitcoinu, in pa tukaj je 4-urni časovni interval. Zdaj 15-minutni časovni interval, vidimo tukaj imamo zdaj že neke vrste odboja in bomo videli, do kam bo prišel tale odboj. Likvidnostna območja, ki jih imamo tukaj in jih še nismo pobrali. Ta prvo je na tam nekje 64.500 in tukaj lahko vidimo, na tem vrhu so že tudi stavili napadec in to smo zdaj ravno pred kratkim pobrali. In zdaj ljudje na tem vrhu spet stavijo napadec, tako da mi bi lahko rasli še naprej in šli pobirati tole prvo likvidnostno območje, kot sem že omenil, na 64.500, potem naslednje je tudi lahko na 65.500. Pa poglejmo, kje so še, ja, tudi tukaj je po mojem kar precej likvidnosti, kjer smo se zadrževali kar nekaj časa, na okoli 67.800 pa 69.800. Skratka, kar precej likvidnosti je za navzgor, je pa tukaj nova likvidnost za naprej dol. Kot vidimo, kar se tiče Bitcoina, je spet prišel v prekupljeno območje tukaj na tem dnu in imamo, glede na to, je skoraj da zagotovljena likvidnost vseh tistih, ki so stavili na rast tukaj na okoli točnih 60.000. In zdaj je vprašanje, kaj bomo mi šli prej pobirati. Zdaj, če bomo nadaljevali z rastjo, potem je velika verjetnost, da gremo mi naprej pobirati te likvidnosti tukaj zgoraj. In če se spomnimo, kar se tiče našega 4-urnega časovnega intervala, mi spremljamo tale vzorec naraščajočega, razširjajočega klina, ki smo ga prebili prejšnji teden in lahko bi se zdaj zgodilo, da mi gremo testirati tole njegovo spodnjo linijo kot odporno mejo in smo od nje zavrnjeni in potem gremo še nižje in smo tudi že izmirili, dokot bom jaz tole še enkrat izmiru. Če vzamemo tukaj tole dno, pa gremo do vrha, ki smo ga naredili. Glede na tale vzorec bi mi prišli do tam nekje 49.000 oziroma 50.000. Zdaj, ali se nam tukaj res dela dvojno dno? Možnost vsekakor je. Recimo, da imamo tukaj eno dno, pa potem smo šli gor in tukaj zdaj delamo drugo dno. Vsekakor. Tale možnost obstaja, tako da tole bo treba spremljati. Kaj sem zdaj tukaj naredil? Tole bo treba vsekakor spremljati in glavna meja, kot sem že poudaril, je tale spodnja meja tega našega vzorca naraščajočega klina, ki se lahko giblje vse od 70.000 pa do 73.000 tudi. In seveda, ja, to bo enostavno treba spremljati. Ali bomo mi tole prebili, prišli nazaj notri in dokončali tole dvojno dno, ali pa bomo mi od te meje zavrnjeni. To bo zelo, zelo pomembno, zaradi tega, ker če bomo mi zavrnjeni, potem naslednja meja je enostavno 50
tisoč in potem bo treba spremljati, kaj se bo dogajalo naprej tam dol. Tako da zna biti še kar precej zanimivo dogajanje na kripto trgih in bo treba res spremljati. Zdaj še vedno imamo tudi tukaj tale likvidnostna območja. Tukaj sem naštimal na en teden. Spodaj, ja, jih imamo tudi nekaj na meji 60 tisoč, ampak trenutno se pomikamo gor. In kot vidimo, imamo tukaj od zgoraj jih imamo kar precej, na okoli 67 500, 68 500, torej točno te meje, ki smo jih označevali tam na TradingView, in pa 69, pa vse tam gor do 72 tisoč. Tako da, če se preobrnemo, če smo zdaj naredili preobrat, bi mi lahko zagotovo šli tole naprej pobirati gor. In potem bo treba spremljati tisto mejo, če bomo mi dobili odboj. Poglejmo si zdaj še Ethereum. Tukaj mi je tudi spremenilo na dnevni časovni interval. Dajmo nazaj na 15-minutnega. Ja, Ethereum zaenkrat dela tudi odboj navzgor, ima višje vrhove, ima višja dna. Pretežno ljudje stavijo na padec. Sicer tukaj so stavili na rast, točno na tem vrhu, tako da, če bi gledali, kje bi imeli stop losse, vsi tisti, ki so stavili na rast, bi bilo tukaj na okoli 1550, ampak trenutno se mi pomikamo navzgor, delamo tudi, ja, po mojem bi bila tole skrita bikovska divergenca, kar bi lahko pomenilo tudi nadaljevanje rasti. Zdaj, kar se tiče tukaj 4-urnega časovnega intervala, imamo tukaj jih je kar precej stavilo na rast in seveda to je bilo vse pobrano. Šli smo konkretno pobirati zdaj tudi tole likvidnostno območje na 1500. Zdaj pri Ethereumu bo treba kar precej paziti, če mi slučajno izgubimo 1500, potem mi lahko gremo dol na naslednjo mejo, ki je okroglih 1000, tako da to bo treba paziti. Ima pa res ogromno likvidnosti za navzgor, kot smo spremljali že v prejšnjih epizodah. Tukaj lahko vidite, ogromno ljudi je stavilo na padec. In če se mi tukaj preobrnemo, če bi Bitcoin res naredil dvojno dno, bi lahko šli pobirati vse te likvidnosti in Ethereum bi lahko imel kar precej eksplozivno rast, ampak bo treba malo počakati in biti tudi potrpežljiv. A ja, to sem še pozabil pri Bitcoinu, samo malo. Tukaj, ja, seveda, to sem čisto pozabil. Mi smo kar nekaj časa na 4-urnem časovnem intervalu delali, samo malo bom to zbrisal, čisto preveč stvari imam zadnje čase na grafu tukaj. Mi smo tukaj delali bikovsko divergenco. Poglejte to, dno, nižje dno in pa nižje dno. Medtem ko RSI je pa delal dno, višje dno in pa višje dno. In to celo 3-krat. In zdaj dobivamo neke vrste odboj. Zabili smo se v tole mejo 64 tisoč in bomo videli zdaj, če jo bomo osvojili in pa šibali naprej gor. Nasdaq sem še obljubil, samo pogledajte tale padec, ki se je zgodil.
Opozarjal sem na tole medvedjo divergenco, zdaj se je očitno izvršila. Dobili smo tale izredno oster padec in zdaj je tukaj vprašanje, ali bomo mi tale padec nadaljevali. Trenutno smo kar na ključni podpori, od katere se odbijamo na tam nekje 28.800. Če bomo mi nadaljevali ta odboj, potem bi lahko rasli še naprej gor. Zdaj, začela se nam je delati skrita bikovska divergenca tukaj. Imamo, kar se tiče gibanja cene, dno in pa dno na točno isti višini. Medtem ko RSI je pa naredil dno in pa nižje dno. Zdaj, tukaj ta meja je zelo pomembna. To mejo moramo mi zdaj obdržati, če hočemo videti nadaljevanje rasti. Če izgubimo tole mejo, potem te skrite bikovske divergence enostavno ni več in lahko gremo testirati tukaj tole mejo tegale kanala, ki smo ga označili že pred časom in od katere bi lahko v primeru padanja tudi pričakovali na nek odboj, in to je meja na okoli 27.300. Trenutno zato, ker se viša z vsakim dnem. Zdaj, če bi mi slučajno padli še naprej sem dol, bi bila to katastrofa za kriptovalute. Saj ste videli, kaj se je zgodilo tukaj, kaj imam to, dnevni časovni interval, to se je zgodilo takrat na petek in ja, kriptovalute so sledile z dobesedno katastrofo. Tako da zdaj bo tole treba spremljati, tole skrito bikovsko divergenco, še vedno imamo tukaj rast naprej. In vprašanje je, veliko vprašanje je, če se bo tale rast nadaljevala. Ali je ta meja zdaj dovolj, da mi dobimo nek odboj in nadaljujemo z rastjo. Tako, to bo tudi to, kar se tiče današnje epizode. Upam, da vam je bila všeč, in če vam je bila, se toplo priporočam tudi za kakšen všeček. Seveda bomo mi trge spremljali še naprej. Če bo karkoli zanimivega, bom jaz to dodatno obveščal preko Patreona, tako da če se mi želite pridružiti tudi tam in pa tudi v živo, vsak dan ob 9. zjutraj, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In pa, če spremljate kasneje preko YouTubea, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega live zamudili. Tako, jaz vam zdaj želim en lep in prijeten dan še naprej, en lep začetek tedna in se vidimo, če ne prej, ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.